Torej, poslanska skupina je danes obravnavala odločitev Državno-tožilskega sveta, da ne predlaga razrešitve gospoda Fišerja. Situacija je taka. V poslanski skupini smo prvič razočarani, drugič pa seveda zaskrbljeni. Iz temeljnega razloga, ker Državno-tožilski svet nima nobene, niti najmanjše pristojnosti, da preverja neka dejstva, kot so oni to počeli. Preverjati odločitev sodišča. Odločitev sodišča je dokončna, o tem nimajo kaj govoriti. Odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, ki je rekla, da je to bilo koruptivno ravnanje, je tudi odločitev samostojnega organa in oni nimajo kaj preverjati na to temo. Je pa res, če se spomnite, da sem jaz že napovedal, kakva bo odločitev Državno-tožilskega sveta na seji Državnega zbora pred to odločitvijo. To je seveda povsem nobene čarobne krogle nimam, ampak poglejte, v Državno-tožilskem svetu je 5 ljudi, ki so neposredno podrejeni gospodu Fišerju. Potem sta 2 osebi, ki sta njegova sodelavca z Pravne fakultete v Ljubljani. Potem je ena oseba, ki je upokojena, bivši ustavni sodnik, ki je njegov sodelavc iz ustavnega sodišča in seveda predsednica Državno-tožilskega sveta, gospa Mežnerova, ki pa je tudi njegova poklicna kolegica iz preteklosti, sedaj upokojena, katere hči dela državno-tožilsko kariero. Torej, nimate enega člana Državno-tožilskega sveta, ki ne bi bil neposredno povezan z gospodom Fišerjem, tako da je odločitev popolnoma pričakovana. Seveda nastane vprašanje, kaj narediti naprej. Da bi gospod Fišer odšel, je potrebna sprememba zakona. Druge možnosti pravzaprav nič, nič pa ne kaže, da bi sam sprejel tako odločitev. Sprememba zakona je seveda stvar Državnega zbora in v poslanski skupini smo rekli danes približno naslednje. Prvič, da se bomo posvetovali z Novo Slovenijo na to temo, ker smo bili tudi predlagatelji izredne seje Državnega zbora, in drugič, da bomo vendarle nekaj dni ali nekaj časa počakali, da gospod Cerar, ki pravi, da ni niti prebral zadeve, ki sicer kaže neke signale, da bi bil pripravljen spreminjati zakon, da se vendarle pošteno pomenijo, da se odločijo in da sami tak zakon predlagajo, ker je potem veliko večja garancija, da bo ta zakon sprejet, kot pa če ga predlagamo mi. Mi bi lahko danes vložili ta zakon, pa vendarle je situacija taka, da če ne bo sprejet, učinka ni. Zato nek razumen čas koaliciji in predsedniku vlade, da sprejme take zakonske rešitve, da predlagajo take zakonske rešitve, ki bodo imele učinek, torej odhod gospoda Fišerja. Kaj je ta razumni čas? Glede, jaz težko rečem, kaj je razumni čas. Mi bomo o tem razpravljali naslednji torek spet, tako da ne bi se opredeloval v dnevih. Ampak če so se vsi strinjali nekako v koaliciji, da je morda treba razmisliti o spremembi zakonodaje, ampak nekako ne ad personam, torej da se ne bo, torej da če se bo spremenilo zakon, da se ga bo spremenilo za v prihodnje, torej ne za gospoda Fišerja. Glede, to je sicer ena od rešitev, ampak ta rešitev ne reši problema, ki ga imamo. Država Slovenija ima na čelu tožilstva koruptivno osebo. Gotovo, konec, tu ni nobene debate. In če bo rešitev taka, kot ste omenili, potem to ni rešitev problema. Problem je treba rešiti. Ali bo šel sam, ali pa bo sprejet tak zakon, ki bo omogočil izbiro novega tožilca. In to še pred njegovo razrešitvijo, ali je to hkrati, kaj je to v bistvu tekom mandata, da se nov razpis? Ne, jaz mislim, da je to vprašanje meseca, 2, da ta gospod odide. To ni za vprašanje, a veste, da ga bomo se postavljali od njega leto dni, to ne pelje nikamor. Ampak kakšen konkreten predlog imate? Vem, da boste na to temo še sestajali, pa vendar neke predloge, ki pa bi bili lahko sprejemljivi tudi za koalicijo, pa vendarle najbrž imate, pa da bi tudi na Ustavnem sodišču šli zlahka čez. No, poslanska skupina se je o tem pogovarjala, tudi sprejela smer, kam bi lahko šli, če koalicija ne bo naredila nič. V preteklosti, vi veste, da je bilo veliko kar nekaj primerov sprejetja zakonodaj, ko je koalicija takrat, mislim na koalicijo vlade Boruta Pahorja, sprejela take spremembe zakona, ki so omogočile to, kar sem rekel. Izbiro novega vodje, torej v tem primeru izbiro novega tožilca.
Lahko poveste, recimo, kakšen tak primer izpostavite? No, poglejte, kar nekaj, tudi tožilski zakon, ne nazadnje, je bil spremenjen, bom rekel, v tej smeri, čeprav tam ni šlo potem neposredno za zamenjavo gospe Brezigerja, ker pač je pa mandat potekel. Zdaj, jaz upam, da koalicija pozna take rešitve, ne? To pa pomeni, da postavite nove pogoje za zasedbo delovnega mesta, postavite nove pogoje za razreševanje z tega delovnega mesta in seveda, da v prehodnih in končnih določbah določite rok, v katerem se izbere novega tožilca, odnosno novo osebo na vrhu tožilstva v nekem zakonitem postopku, ki teče na podlagi novega zakona. Z drugimi besedami pravite, da politika torej vendarle nima tako zelo zvezanih rok, oziroma da Fišer vendarle morda ne bo dočakal konec svojega mandata. Ja, jaz mislim, da politika nima tako zvezanih rok, čeprav boste mogoče razglasili to za poseganje politike v tožilstvo in to, ker bo potem vladajoča politika posegla, če bo posegla, ampak z našo podporo vsekakor. Bi vi šli tudi v spremembe, recimo, kar se tiče sestave Državno-tožilskega sveta? Ne vem, če je bistvo v, bom rekel, sestavi Državno-tožilskega sveta. Vkolikor on upravlja neke strokovne naloge na področju delovanja tožilstva, če pa je on edini organ, ki je pristojen za podajo rešitve, ki pomeni razrešitev generalnega državnega tožilstva, potem pa mislim, da je to slabo določilo zakona. Hvala.